Pozdravljeni, sva Anja Kapun-Horvat in Darja Zapanič-Danko, učenki 8. razreda osnovne šole Brato Tomačičev. In danes bomo predstavili najno raziskovalno nalogo z naslovom Primerjava osnovnega znanja osmošolcev in gimnazijcev v forenziki ter forenzika v različnih poklicih. Področje najne naloge je sociologija, najna mentorica pa učiteljica Romana Tancar. Naj namen je bil primerjati znanja osmošolcev in gimnazijcev, je predstaviti poklicne možnosti in jim spodbuditi zanimanje o poklicu forenzik. Forenzika je skupno ime za znanje iz različnih strok, ki prispevajo k razkrivanju kaznivih dejanj. Beseda izhaja iz latinskega pridevnika forensis, ki je v starem Rimu označeval vse, kar se je nanašalo na obravnavo v formu. Delimo jo na sodno-medicinske dejavnosti in kriminalistične raziskave. Sodno-medicinske dejavnosti se ukvarjajo s preučevanjem kaznivih dejanj na ljudeh, preživelih ali umrlih. Kriminalistične raziskave se ukvarjajo z kaznivimi dejanji, materialnimi kaznivimi dejanji na kraju zločina. Najpogostejše oblike sodno-medicinske dejavnosti so patologija, toksikološke preiskave, obdukcija, hematologija, sodno-medicinska pomoč pri ogledu kaznivih dejanj in pregled živih oseb. V forenziki so dostikrat uporabljeni naslednji izrazi. DNK ali deoksiribonukleonska kislina je molekula, ki je nosilka genetske informacije v vseh živih organizmih. Z njeno pomočjo lahko tudi določimo starševski test, saj vsak posameznik dobi polovico genetskega zapisa od vsakega starša. Patologija je študija ali diagnoza bolezni s pomočjo tkiva, organa, telesnih tekočin ali celega telesa. Uhlenhut test je test, s katerim lahko na podlagi vzorca krvi določimo, kateri vrsti je pripadala. Antropometrija je bioantropološka metoda preučevanja kvantitativnih lastnosti človeka. In DFO je kratitev za 1,8-diaza-9-fluorenon kemikalijo, ki povzroča, da nevidni prstni odtisi na papirju zažarijo. Če želiš v Sloveniji postati forenzik, za ta poklic zahteva visoka univerzitetna izobrazba, najbolje naravoslovne ali tehniške smeri. Osnovna naloga forenziškega oddelka je upravljanje ogledov krajev na težjih kaznivih dejanj, večjih vlomov, požigov, umorov, stresnih obračunov in posilstev. Vse sledi, ki se jih najde na kraju zločina, se pošlje v NFL, Nacionalni forenzični laboratorij, ki organizacijsko spada pod sektor slovenske policije in je razdeljena 5 delov. Zastavili smo si 4 hipoteze. Najen cilj pa je bil s pomočjo vprašalnika znanja te hipoteze potrditi ali ovrediti. Prva hipoteza se glasi: deklice imajo več znanja o forenziki kot dečki. Druga hipoteza: dijaki imajo več znanja o forenziki kot osmošolci. Tretja hipoteza: učenci, ki pogosteje gledajo nanizanke o forenziki, imajo o forenziki več znanja. Četrta hipoteza: učenci mestnih osnovnih šol se v znanju o forenziki ne razlikujejo od učencev primestnih osnovnih šol. Najvzorec je bilo 100 mladostnikov, 52 osmošolcev ter 48 srednješolcev ali 40 dečkov in 60 deklic. Najna raziskovalna naloga je izdelana na 2 dela. V prvem sva teh 100 mladostnikov anketirali s vprašalnikom znanja, ki ga je sestavljalo 10 vprašanj. Tukaj vidite 3 primere. Vsaki pravilni odgovor je bil vreden 1 točko, največ točk je bilo možnih 10, najmanj pa nič. Drugi del najne naloge pa so bili intervjuji specialistov iz določenih področjih povezanih s forenziko, kot so forenzični fotograf, forenzik, kriminalista, pogrebnik in reševalec. Ta graf prikazuje najno prvo hipotezo ali povprečja pravilnih odgovorov vprašalnika znanja glede na spol. V navpičnem stolpcu lahko vidite povprečje pravilnih odgovorov. Zadnji stolpec prikazuje povprečje vseh skupaj, kaj je 6,460. Deklice so imela nadpovprečno znanje, dečki pa podpovprečne. S tem smo prvo hipotezo potrdili. Hipoteza številka 2, dijaki imajo več znanja o forenziki kot osmošolci, kot lahko vidite na grafu, smo jo potrdili. Saj imajo srednješolci bistveno več znanja kot osmošolci.
Ta rezultat smo tudi predvidevali, saj imajo srednješolci veliko več izkušenj in znanja o forenziki. Tretjo hipotezo smo predstavili v tem grafu, ki prikazuje povprečje pravilnih odgovorov, ter eno od vprašalnika znanja pa je bilo tudi, kako pogosto gledate na nizanke s temo o forenziki, lahko so odgovorili z nikoli, redko, srednje ali pogosto, ter vedno. Tisti, ki so odgovorili z nikoli, so imeli najnižje povprečje znanja, tisti, ki so odgovorili z redko, najvišje, tisti, ki so odgovorili z srednje, pogosto, ter vedno, pa so imeli približno enako znanje, torej med 6,2 in 6,4. Najbolj nas je presenetilo visoko povprečje tistih, ki redko gledajo, ter nizko tistih, ki vedno gledajo. S tem smo tretjo hipotezo ovrgli. Na podlagi tega smo naredili še dodatne preiskave. Ker so nas rezultati pri hipotezi številka 3 zelo presenetili, smo se odločili, da bomo naredili še dodatno raziskavo, ki je pokazala, da je več srednješolcev obkrožilo redko in srednje. In s tem, ko je več srednješolcev obkrožilo ta dva odgovora, se je naše povprečje zvišalo. V četrti hipotezi smo primerjali znanje primestnih in mestnih otrok in na podlagi podatkov iz tabele, ki smo se naredili v začetku, v kateri je bilo zapisano znanje vseh mladostnikov, smo videli, da je bila razlika zelo majhna. Zato smo to hipotezo le delno potrdili, saj če bi želeli dobiti natančnejše rezultate, bi morali uporabiti večji vzorec. Če pogledamo na splošno, glede na spol, šolo ter starost, so najboljše rezultate imele deklice srednje šole, najslabše pa deklice primestne osnovne šole. Kako pa je forenzika povezana v teh različnih poklicih, lahko procentualno vidimo na tem grafu. Tukaj lahko izberemo, da je poklic, ki je največ povezan z vedo forenziko, forenzični fotograf z 100%, zadnjim forenzik z 97%, za forenzikom pa pogrebnik in kriminalist z 30%, najmanj procentov pa je povezan z forenziko reševalec z 5%. Na tem grafu pa lahko vidimo, kako je forenzika pomembna v različnih poklicih. Tukaj lahko vidimo, da je forenzični fotograf in forenzik imata največjo pomembnost forenzične vede. Sledimo pogrebnik za malo manj in potem reševalec za skoraj nič. Ugotovili sva, da je znanje mladostnikov o forenziki v Sloveniji poprečno, presenetilo pa nas je, da na to vpliva starost in ne pogostost gledanja nizank s to temo. Z intervjuji smo se veliko naučili, saj smo ugotovili, da so ti poklici zanimivi, težki ter zelo razgibani. Najna družbena odgovornost je bila, da se znanima čim več študentov in osnovnošolcev o forenziki in jim spodbudimo zanimanje v tem poklicu, saj menimo, da je ta poklic zelo pomemben. Hvala za vašo pozornost.